Nakup živil. Nakupovanje živil je pomembno, ker gospodaren nakup živil omogoča kakovostno prehranjevanje z manjšimi stroški. Kupujemo kakovostna in raznovrstna živila, ki jih potrebujemo. Hrana, ki jo kupujemo, lahko dolgoročno vpliva na naše zdravje. Kupujemo veliko sveže zelenjave in svežega sadja, polnovreden črni kruh, izdelke iz neoluščenih žit in polnozrnate moke, neoluščen riž, fižol, lečo in drugo. Izogibajmo se industrijsko predelanim živilom. Tako se bomo izognili tudi številnim kemičnim dodatkom, vedeli bomo, kaj jemo, pa tudi živila bodo vsebovala več beljakovin, vitaminov in mineralnih snovi. Kupujmo primerne zaloge hrane, kolikor potrebujemo za gospodinjstvo. Ne delamo si prevelikih zalog, ker živil ne bomo porabili v potrebnem času. Živilom poteče rok uporabe in staranjem izgubijo kakovost. Vedno najprej porabimo živila, ki jih imamo doma, nato jih nadomestimo svežimi. Živila nakupujmo glede na načrtovanje jedilnika oziroma prehrane. Ta mora biti energijsko in hranilno uravnotežena, sestavljena iz kakovostnih sezonskih živil, higiensko neoporečna, enakomerno razporejena čez dan, nuditi mora občutek zadovoljstva. Nasveti za nakupovanje. Za en teden vnaprej si naredimo načrt, kaj bomo kuhali. Vsa živila kupimo hkrati, da nam ni treba nakupovati vsak dan. Če nakupujemo vsak dan, s tem izgubimo veliko dragocenega časa in tudi denarja zapravimo več. Vedno nakupujmo z nakupovalnim listkom. Naredimo si seznam živil, ki jih moramo kupiti in jih razporedimo po vrstnem redu, kot jih bomo kupovali v trgovini. Nakupovalni seznam naj bo na vidnem mestu v stanovanju, blizu hladilnika ali shrambe, da ga lahko dopolnjujemo vsi člani družine. Kadar nakupujemo brez nakupovalnega listka, obstaja verjetnost, da bomo kupili stvari, ki jih ne potrebujemo, in hkrati pozabili kupiti tiste, ki jih potrebujemo. Pri nakupovanju primerjajmo ceno. Vodilo pri izbiri med dražjimi in cenejšimi živili mora biti kakovost živila. Najdražja živila niso vedno tudi najboljša. Kupujmo domača živila in domače izdelke ter sezonsko sadje in zelenjavo. Sezonska in domača živila so cenejša in boljše kakovosti. Kupujmo sezonsko sadje in zelenjavo, ki je pridelana na naraven način, brez umetnih gnojil in uporabe pesticidov. Pri nakupovanju sledimo akcijskim ponudbam. Če živilo ustreza našim zahtevam in potrebam, če je rok uporabnosti primeren, so sezonske razprodaje primerne, ker z njimi prihranimo denar. Pri nakupu presodimo, kdaj se nam splača pripraviti živilo doma in kdaj uporabiti industrijske izdelke ali polizdelke. Včasih je ugodneje, da kupimo polizdelek, na primer listnato testo, kot da hrano v celoti pripravimo sami. Vedno pa moramo biti pri nakupu take vrste hrane pozorni na dodatke. Nikoli ne kupujmo prehranskih izdelkov, ki jim je potekel rok uporabe, in tudi ne odtajanih živil. Posebno moramo biti pozorni na odtajanost živil v poletnih mesecih, zlasti na primer pri sladoledih. Pri nakupu vedno preverimo rok uporabe in deklaracijo. Deklaracija vsebuje naslednje podatke: ime in izvor živila, ime proizvajalca, količina, datum pakiranja oziroma polnjenja, rok uporabnosti, energijska in hranilna vrednost živila, sestavina živila, na primer odstotek mlečne maščobe, odstotek sladkorja in podobno. Podatki o dodanih barvilih, konzervansih, ojačevalcih arome, emulgatorjih. Uvožena živila morajo vsebovati še podatke o poreklu in uvozniku. Specifikacija vsebuje podatke o opisu tehnološkega postopka za izdelavo živila, sestavah živila, analizah živila, deklaraciji. Pri nakupu moramo paziti, da je embalaža nepoškodovana, da ni na primer konzerva napihnjena ali kaj podobnega. Pri vsakem nakupu in pred pripravo oziroma uporabo živila moramo preveriti, ali so živila sveža. Kakovost živil ugotovimo s senzorično analizo, to je prek čutil. Opazujemo vonj, okus, barvo in trdoto živila.
Sveža živila so okusnejša, bolj zdrava, lepšega videza in jih lažje pripravimo. So čvrsta in prijetno dišijo. Nakup sadja in zelenjave. Zelenjava in sadje so glavni vir vitaminov, mineralov in vlaknin. Vsak dan naj bi zaužili 400 gramov zelenjave in sadja. Glede na sadni izbor delimo sadje na pečkato, koščičasto, jagodičevje, lupinasto in suho sadje. Glede na izvor delimo sadje na kontinentalno, južno in tropsko. Med pečkato sadje spadajo jabolka, hruške, nešplje in drugo. Med koščičasto sadje spadajo breskve, češnje, marelice, slive in višnje. Med lupinasto sadje spadajo domači kostan, lešniki, orehi in mandeljni. Med jagodičevje spadajo borovnice, brusnice, grozdje, jagode, maline, črni ribez, rdeči ribez in robide. Med južno sadje spadajo grenivke, limone, mandarine, pomaranče, limete, smokve, oljke in rožiči. Med tropsko sadje uvrščamo ananas, banane, datlje in kokos. Suho sadje je tisto, ki mu s postopkom toplote odvzamemo vodo. V prehrani so najbolj poznane rozine, suhe fige, dateljni, jabolčni krhlji, suhe hruške, marelice, slive in drugo sadje. Glede na vsebnost energijskih hranil sadje delimo na sadje z nižjo energijsko vrednostjo in na sadje z višjo energijsko vrednostjo. K sadju z nižjo energijsko vrednostjo spadajo koščičasto, pečkato sadje, jagodičevje in nekatero južno sadje, predvsem agrumi. Sadje z nizko energijsko vrednostjo vsebuje veliko vode, vitaminov, predvsem vitamin C, B1, B2, karoten in niacin. Vsebuje tudi veliko mineralnih snovi, kot so kalcij, kalij, magnezij in železo. Ogljikove hidrate vsebuje v obliki sadnih sladkorjev, to sta fruktoza in glukoza, vsebuje tudi veliko vlaknin. Med sadje z višjo energijsko vrednostjo spadajo lupinasto suho sadje, nekatere vrste južnega sadja, kot so banane, datelj, kokos, rožiči in kostan. Kostan vsebuje veliko škroba. Ostalo sadje, kot so na primer orehi, lešniki, arašidi in mandeljni, ima večjo energijsko vrednost, predvsem zaradi deleža maščob. Pri nakupu suhega sadja smo pozorni na to, da je čvrsto in sočno, ne pa trdo in gumijasto. Nekatero suho sadje, na primer marelice, je na videz vedno presušeno. Če želimo izkoristiti hranilne snovi v sadju, moramo pojesti čim več svežega sadja, ki ga vedno operemo pod pitno, tekočo vodo. Izdelki iz sadja so sadni sok, ki je lahko bister, moten, kašast ali zgoščeni, sadni sirup, kompot, sadna solata, zamrznjeno sadje in zamrznjena sadna kaša. Jabolka morajo biti čvrsta, prijetno dišeča, sadeži ne smejo biti poškodovani, lupina ne sme biti uvela.